zboru združuje generacije. Budi vedoželjnost, mogoče izmenjava znanj, ustvarjalnost in priložnost za vse življenjsko učenje. Veseli me, da knjižnico Brežice tudi letos oblikuje pester program dogajanja. Povezali smo se s prijatelji iz kluba zdravljenih alkoholikov Brežice in za vas pripravili predavanje o družini. Mednarodni dan slednje smo obeležili včeraj. Z našim predavanjem pa želimo opozoriti tako na lepe in pozitivne strani stvari tovrstne skupnosti, kot tudi tiste boleče. Prisluhnili bomo magistru Martinu Listcu, psihoterapeutu, logoterapeutu, mediatorju in predavatelju. Martin, pozdravljam. Hvala. Martin je tudi ustanovitelj in direktor Instituta Stopinje ter strokovni vodja izobraževalnih programov inštituta. V preteklosti je ustanovil in kot direktor vodil projekt Skala, ki še danes velja za pionirski projekt uličnega dela v Sloveniji. Bil je tudi soustanovitelj in direktor Inštituta za mediacijo Konkordija, ki je med prvimi v Sloveniji ponudila kakovostno izobraževanje za družinske, šolske in gospodarske mediatorje. Izkušnjo v gospodarstvu si je nabiral kot direktor slovenske izpostave Okorjeve družbe Celovec, vse skozi pa del svojega časa posveča tudi prostovoljnemu delu. Med drugim trenutno v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu, za kar je aprila prejel tudi pohvalo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Martin, čestitam in ti predajam besedo. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovani, iskreno dobrodošli nocoj na tem našem predavanju. Iskrena hvala, da ste si vzeli čas, da se mi je zdelo vredno, da tole uro tega četrtka posvetite razmišljanju, prepričan sem o eni zelo pomembni temi. Hvala gospe direktorici in sodelavcem, hvala klubu anonimnih alkoholikov, zdravljenih alkoholikov za organizacijo tega nocojšnjega dogodka. Ko sem se pripravljal na tole predavanje, naslov mi je dala nekako knjižnica, sem bil v nekem smislu kar v neki stiski. Zaradi česa? Predvsem zaradi tega, ker govoriti danes o družini je pravzaprav nekaj, kar nam je vsem zelo blizu, zaradi tega, ker imamo vsi takšno ali drugačno izkušnjo svoje rojstne družine, pa tudi družine, ki smo jo mogoče sami ustvarili na eni strani. Na drugi strani pa vemo, da je danes prav o družini in pa o vprašanju družine, o obrazih družine bilo prelitega ogromno črnila, da se podoba družine spreminja in da je to torej neka tema, ki je zelo aktualna, zelo navzoča v tem našem času, v trenutku, ki ga živimo. Svetovni dan družine je včeraj. Organizacija Združenih narodov je leta 1994 razglasila ta dan in zanimivo je, zakaj ga je razglasila pravzaprav tako pozno, šele leta 1994. Ko sem razmišljal, sem pomislil, da mogoče tudi zaradi tega, ker je takrat človeštvo, oziroma kakor zaznavamo, da smo prav na področju družine kot civilizacija na nekih zelo pomembnih prehodih. Zame je ta večer posebno tudi spraševanje o tem, ali sem za svojo družino res naredil vse tisto, kar bi lahko naredil. In želim, da si tudi vsak izmed vas zastavi to vprašanje. Ampak pustimo preteklost. Ali sem v preteklosti naredil vse, kar sem lahko naredil. Preteklost je tam, kjer je. Preteklosti ne moremo spremeniti. Želel bi, da je bilo to naše nocojšnje srečanje vsakemu izmed nas en klicaj in en vprašaj v smislu, kaj danes počnem za svojo družino. Kaj sem danes pripravljen narediti za svojo družino. Če se nam zgodba naše družine ni posrečila najbolj ali ni posrečila na način, kot smo si želeli ali pa sanjali, ko smo bili mlajši, da si jo želimo uresničiti, to še ne pomeni, da zaradi
tega družina nima vrednosti, da družina ni vrednota. Nasprotno, to samo pomeni, da smo še vedno na poti, da je cilj še vedno pred nami in veste, dokler smo živi, naša naloga v življenju ni uresničena. Dokler smo živi, imamo priložnost, da naredimo bolje, bolj kvalitetno, bolj predano, bolj iskreno. Kitajski pregovor pravi, če je v zahodu ljubezen, je v hiši sloga. Če je v hiši sloga, je v družbi zadovoljstvo. Če je v družbi zadovoljstvo, je v državi blaginja. Če je v državi blaginja, je v svetu mir. Mati Tereza je nekje rekla, želiš delati za mir? Pojdi domov in ljubi svojo družino. Vse se začne v družini, vse se vrača v družino. Nocojšnji naslov ima v bistvu dva obraza. Strahote in pa sreča. Družina kot vir bolečine, družina kot vir sreče. Pogledali si bomo prvi obraz, pogledali si bomo drugi obraz, in potem bomo poskušali v zaključku potegniti nekaj misli, nekaj spodbud za naše ravnanje. Veste, ko vstopamo v pomembne odnose našega življenja in partnerstvo in zakon, je vedno pomemben, navadno najpomembnejši odnos našega življenja. Vedno, ko vstopamo torej v odnose, si želimo kaj? Si želimo, da bi odnos trajal. Mi ne stopimo v noben odnos z vnaprej omejenim rokom trajanja. Globlji je odnos, bolj se dobro počutimo v neki osebi, bolj se želimo s to osebo zbližati, želimo priti blizu in bolj si želimo, da bi ta odnos trajal. Spomnim se, oziroma, če pomislim na svojo lastno izkušnjo, naše in moje rodne družine, bili smo pač preprosta delovska kmečka družina, v kateri se niso dogajali nobene, kako mi rečem temu, tragične zadeve. Zdaj, ko pogledam nazaj, jaz mislim, da sem imel neko, karkoli že to pomeni, v narekovajih, normalno otroštvo, brez nekih hujših pretresov, brez alkohola, brez tega, da bi morali zvečer z mamo otrockam bežati, brez nekega pretiranega kričanja, brez nekega nasilja, brez pretepanja, skratka, neko tisto običajno življenje. A res še pozneje, ko sem začel, recimo, že kot otrok sem videl, da je pri sosedovih mogoče bilo nekoliko drugače, ali vas in prekršnih, da je bilo nekoliko drugače, da ni bilo tiste varnosti, da ni bilo tistega miru, da otroci zvečer niso vedeli, ali bodo v miru zaspali, ali ne bodo v miru zaspali. Torej, še ko človek vidi kaj drugega, ko se ti odpre svet, šele takrat sem opazil, da neke stvari v življenju niso samo umevne. Mislim, da če smo imeli lepo izkušnjo otroštva, življenja, svoje lastne družine, to je en velik dar, nekaj, kar nam je bilo podarjeno, nekaj, za kar samo po sebi nimamo noben zaslug. Nekaj, kar moramo čutiti kot velik dar hvaležnosti za vse dobro, kar smo prejeli. Ampak pozneje pa pravim, sem pa spoznaval tudi zelo drugačne zgodbe. Recimo, ko sem prišel, ko smo začeli, gospod direktorica omenila, leta 1995 s tem projektom uličnega dela Skala v ljubljanskih družinah, ko smo nekoliko bolj spoznali te mlade z ulice, torej mlade, in takrat smo rekli, čakajte, obrnili bomo zgodbo. Ne, naredili smo krasen mladinski center, mi imamo najboljši programe, mladi pridite, gledajte, pri nas mi smo najboljši. Mi smo obrnili zgodbo. Smo rekli, ne, gremo v so zgodbe ustanove. Gremo tja, kjer mladi so, gremo na ulico, gremo v njihovo življenjsko okolje in pogledajmo, a se da in če se da, kakšne vzgodne procese se da sprožiti iz njihovega življenjskega okolja. In
seveda potem smo prihajali v stik z zgodbami teh mladih. Meni je bilo recimo nepredstavljivo, ko so mi povedali 11 let star sin, oziroma 11 let star fant, 9 odstotke v Fužinah v tistem bloku. Mama je živela skupaj z očinom in ta oči ni bil oče tega fanta. In ta fant je bil pač nekoliko bolj ljudskast, ampak zvečer je bil lačen in našel v hladilniku neko krbaso, neko salamo in je seveda tisto salamo prijedil, bil je mesec februar. Ko je prišel ta očin domov, je ta malega zaprl na balkon in celo noč je meseca februarja doma videl, da več uštipil na balkonsko. Ko so mi to rekli, oziroma ko sem to slišal, sem najprej pomislil, čakaj, a je to mogoče, a je to res? Kje je bila mama? Zakaj mama ni imela moči, da bi zaščitila svojega otroka? To so tiste zgodbe, bolečine, ki se dogajajo v družinah. Od nasilja do alkohola. V zadnjem času slišimo ogromno o spolnih zlorabah, o zlorabah mladoletnikov. Predvsem v cerkvi se danes ne govori. Ne govori se o športnih klubih, ne govori se o drugih ustanovah in tako naprej. Ste pa že prebrali, da je verjetno največ tega prav v družinah. Jaz sem zdaj ne delam od leta 2014 v zaporu na Igu. Zapor na Igu, veste, je edini ženski zapor v Sloveniji. V zaporu na Igu trenutno mislim, da je 50 obsojenk in zapor na Igu je tako, United Colors of Benetton, v vseh smislih. V socialnem smislu, v izobrazbenem smislu, tam imamo, so pač gospe z najrazličnejšimi življenjskimi izkušnjami in seveda tudi z družinskimi izkušnjami. In tukaj gor na sliki je ena gospa Nevenka. Torej, ta gospa Nevenka je mama 4 otrok, ko je prvič šla v pripor v 2016, se mi zdi, so bili otroci stari tam od 8 pa do, oziroma od 10 pa do 4 leta nekako tako. Nasilje v družini po eni strani, po drugi strani zloraba teh otrok, skratka ena zelo težka življenjska situacija. 16 mesecev je bila takrat v priporu, mama je skrbila za njene otroke in ko je prišla iz pripora domov, se je gospa Nevenka usedla v dnevni sobi pri okenski policiji, se je privлекla tja nek fotelj, se je usedla v tisti fotelj in se v 4 letih zredila na 180 kg. Zbolela je za vsem, od depresije do opravilno sposobnost se je hoteli vzeti. Skratka, ni bilo, da ni bilo. Potem je prišla v zapor in leta 2011 je začela potem s prestavljanjem kazni zapora in tam smo se mi s gospodom Venko srečali. Zakaj smo ljudje tako zanimivi? Ljudje smo tako zanimivi zato, ker imamo v sebi nekaj, da lahko kljub veriženju slabih izkušenj v nekem trenutku spremenimo svojo pot življenja. In Nevenka jo je spremenila. Nevenka je prva obsojenka, ki je leta 17, mislim, v času prestajanja kazni zapora, izdala pesniško zbirko Brazgotine. Jaz sem bil urednik tej pesniški zbirki, naredili smo predstavitev v zaporu, naredili smo še več potem predstavitev v okoli. Kako pomenljiv naslov je, tudi ko razmišljamo o strahotah v družini, Brazgotine. Kaj pomeni izraz Brazgotine? Pa pomislimo na svoje boleče izkušnje v svojem življenju. Vse kaj to pomeni? Pomeni predvsem, da življenje ni več nedolžno. Pomeni, da se nas je življenje v nekem trenutku blazno bolečno taknulo. Da nam je raztrgalo kožo, da nam je raztrgalo dušo, da nam je raztrgalo srce. Ampak kljub temu smo še živi. Druga je tukaj gospa Ana Kominka. Ne vem, da ste to Ano zdaj srečali. Lansko leto je izdala knjigo Iskanje srca v tujini. Gospa, ki se je srečevala z brutalnim nasiljem v družini, 18 let in tukaj noter opisuje
To, kako je bila prvič tepena, pa naslednjič tepena, pa še tepena, do tega dogodka prelomnega, ko je bila tako tepena, da je bila situacija, mislim, tako je razbil, da je bila situacija, da posebno avta prišel je pijan, nekaj mu je rekla in jo je stopil na tla in zmasakriral na tiče. Rekla, ne vem, kaj piše tukaj noter, ne vem, kaj mi je bilo v tistem trenutku, da sem zmogla to moč in da sem se ustavila, da sem se zvlekla v avto, da sem pobegnila, pograbila še svojo čerpa in potem pač zadevo zaključila. Napisala je potem knjigo, rekla je, čutila sem, da moram to narediti. En mesec sem odšla, sem se zaprla, to je bila moja katarza, zaprla sem eno poglavje svojega življenja. Veste pa še bi lahko govorili o takih in drugačnih strahotah. Recimo, kaj je skupnega mnogim tem zgodbam teh žensk, ki so tam zaprte. Punce ženske, to je od 18 do 75 leta starosti. Kaj je skupno? Ne vem, če so kakšne raziskave narejene na to temo. Ampak čisto, kar se z njim pogovarjali na psihoterapiji, kaj prihajajo na skupine. Ogromno je tukaj noter v izkušnji teh oseb nekih zlorab v zgodnjem otroštvu. Neka ta poškodovanost. To je prvo vprašanje, ta skrivnost zla. Zakaj sploh? Eno vprašanje in drugo vprašanje, pa kako da žrtve prej ne odreagirajo? Zakaj ne odide na prvo žogo, ko jih je prvič dobila? Ana je rabila 18 let. Statistika je, da bolj ali manj to traja leta. Zaradi česa? Zato, ker ko se zgodi prvič nasilje, je potem eno veliko obžalovanje, obljuba nikoli več se ne bo zgodilo, verjame žrtvo na drugi strani, da se res nikoli več ne bo zgodilo, ampak v resnici se pa kaj dogaja. Veča se frekvenca in veča se intenzivnost. Večkrat in bolj. Potem so tukaj še, jaz sem jih pomenoval, apokaliptični jezdeci družinskega nasilja, strahot v družini. Veste, nasilje ne pride nikoli samo. Zraven je en kup nekih apokaliptičnih jezdecev, ki točejo pičejo v družini. Hoj. To je veliko krat. Prešuštvo. To je veliko krat popolno preziranje osebe. To je veliko krat čustvena izpraznjenost. To je veliko krat izvotlitev osebnosti. Skratka, v kompletu, v paketu z nasiljem pride v družino vse hudo. Ampak kar pa vidimo na koncu, je pa ta, kot bi rekel Frankl, kljubovalnost duha. Da nekaj v nas pa ostane čvrstega, nekaj ostane jeklenega. Ja, tudi veliko lepega se dogaja v družinah. Jože Ramovš pravi, da je družina metropola najširše človeške izkušnje. Veste, kaj so metropole? To je tisto državno središče, kamor se steka vse. Finance, zdravje, gospodarstvo, kultura, religija. To je tisto največje bogatstvo, kar neka država premore. V človeški izkušnji je družina tisto, to je metropola najbolj pozitivnih izkušenj, ki smo jih v življenju deležili. Veste, veliko lepega se danes dogaja tudi na področju družine. Mnogi zakonci zelo zavestno živijo svoj partnerski odnos. Si prizadevajo za odnos. Vedo, da je to nekaj živega, da to ni nekaj, kar sva zgradila in imava enkrat za vselej v zakupu. Ne, da je to nekaj, kar je treba čuvati, biti ljubosumen in ohranjati. To ljubosumen zdravo pomeni besede, biti ljubosumen na plamenček svojega požgala. Ko govorimo o teh pozitivnih plateh družine, govorimo o tem, da si mnogi prizadevajo, da si mnogi prizadevamo, da bi te družinske odnose ohranjali lepe. Recimo, jaz vidim tudi koliko parov in prijateljev in tako naprej, kaj najdete mož po ženi neko skupno aktivnost.
ki zavestno preživljata skupaj svoj čas. Ali pa na terapijah, kaj vidim. Da ljudje, ki se jim zalomijo v nekem trenutku njihovega življenja, da najdejo moč, da najdejo pot, da naredijo naslednji korak. In to je tisto lepo in plemenito, za kar si danes seveda prizadevamo. Danes govorijo vsi, da je družina grozno v krizi. Kriza družine. Vse verjetno je resno. Ampak veste, kaj pravi Kitajci in kitajski pregovor, ne? Da eno drevo, ki pada, povzroča več hrupa kot gozd, ki raste. In tudi na področju družine je mogoče danes v nekem smislu tako. Da je veliko, veliko iskrenega prizadevanja. Ampak če naredimo zdaj še en korak naprej, 3 zaveze, neke 3 spodbude, ki mi prihajajo na misel, kar nas lahko mogoče v svoj tako postavi en tisto vprašaj, pa en klicaj, kaj smo rekel na začetku. Prav. In sicer te 3 stvari so, kot vidite, načrtno graditi odnos, kriterij prednosti in preraščanje v pristno ljubezen. Kaj pomeni načrtno graditi odnos? Kdaj pridejo ljudje na psihoterapijo, kaj mislite? Partnerji, zakonci, kdaj pridejo na psihoterapijo? Na koncu, prepozno navadno, ne? Prepozno. Ali zdaj kot vsega traja od tiste prve misli, enega ali drugega, tiste globoke misli, tole pa ne bo šlo, tale odnos pa ne bo preživel, pa do dejanske ločitve, če do nje pride, po raziskavah, poprečje, koliko vsega traja, kaj mislite? Od 5 do 7 let, od 5 do 7 let, povprečno, ne? Kaj se dogaja s tema 2 zakoncema v tistih 5 do 7 letih? Kakšen notranji boj, kakšen proces odtujevanja, kakšen proces? In seveda, ko pridejo potem na terapijo, rečemo, ok, zdaj pa začnite živeti zavestno svoj partnerski odnos. Kaj to pomeni zavestno živeti svoj partnerski odnos? To pomeni predvsem na glas povedati to, da na tej točki bolj ali manj vsi grešimo. Oziroma grešimo, delamo napako. Eno veliko, temeljno, kardinalno napako. In to je kaj? Vsa področja našega življenja mi zelo dobro načrtujemo. Je tako? Firma na začetku leta naredi finančni plan. Predvidi iz meseca v mesec, koliko bo prihodkov, koliko bomo dali za plače, koliko bomo dali za tisto in koliko nam bo ostalo. Vse drugo načrtujemo in živimo na nek način zavestno. Razen partnerskega odnosa. Tukaj pa prepuščamo spontanosti. Sej bo, sej se mava rada. Ampak vidimo, da to, da se imava rada, ni dovolj, da je potrebno odnos živeti zavestno. To pomeni, zavesten partnerski odnos pomeni, da vlagava čas drug v drugega. Veste, in čas je drugo ime za ljubezen. Skratka, razmislite, koliko časa zavestno preživite svojo ljubo osebo. Zdravoceno osebo svojega življenja. Prvič. Ali se pogovarjate. Veste, svoje najgloblje občutke, ljudje smo telesno, duševna in duhovna bitja, svoje najgloblje občutke ne moremo izraziti samo ali pa razumeti na drugi strani samo z intuicijo. Beseda je tista, ki posreduje drugemu našo notranjost. Beseda je tista, ki pripoveduje jezik ljubezni. Se znamo pogovarjati, si vzamemo čas za pogovor. To je prva stvar. Druga stvar je kriterij prednosti. Kriterij prednosti. Kaj pravzaprav je ta kriterij prednosti? Glede, če bi družina držala skupaj, potem jaz mislim, da 3/4 psihoterapeutov, psihologov, verjetno tudi neurologov ne bi imelo kaj delati.
družina drži skupaj. To preprosto pomeni, da vsak član družine opravlja svojo smiselno funkcijo, ki jo pač ima znotraj družine. Torej, te funkcije, te vloge, da vsak član opravi svojo nalogo, ki jo pač ima. In te vloge se po poti grede menjajo. Vloga mame pri majhnem otroku je nekaj drugega, kako vloga mame, ko otroci zrastejo. Torej, da vsi člani družine stopimo skupaj in nalogo, kakršno imamo, izpolnimo na način, kako ga pač lahko izpolnimo in kakršno odgovornost pač nosimo. Ne vem, če se poslabša materialni položaj družine, pomeni vsi člani na neki način prispevajo k temu, da sanirajo to zadevo. Zdaj bi si mislili, da tako spontano vsi ljudje rečemo, družina je najpomembnejša. Veste, svetovalci in terapeuti smo velikokrat veseli, če ugotovimo, ko se pogovarjamo z ljudmi na terapiji, če ugotovimo, da ljudem ne da je družina najpomembnejša, ampak da ni na zadnjem mestu. Da ni na zadnjem mestu. In ko govorimo o tem kriteriju prednosti, govorimo o tem, oziroma logoterapija govori o tem, da smo ljudje torej telesna, duševna in pa duhovna bitja. Torej ta trodimenzionalnost. Kaj je tisto, kar je specifično človeško, je naša duhovna dimenzija. Frank tukaj noter ne govori o duhovni dimenziji kot o religiozni dimenziji, ampak o duhovni dimenziji kot o, rečemo temu, človeški, antropološki dimenziji. Ljudje smo preprosto tako narejeni, da imamo tudi duhovno sfero. In kaj je znamenje te duhovne sfere? Predvsem naša svoboda in naša odgovornost. In v moči te duhovnega potencijala, ki ga imamo ljudje dve krasni sposobnosti. Ena je odmik od samega sebe in druga je preseganje samega sebe. To sta dve zelo pomembni zadevi za uveljavljati, za aplicirati kriteriji prednosti v družini. To meni odmik od samega sebe pomeni kaj? Da sem jaz kot odgovorna oseba sposoben narediti korak nazaj in pogledati na svojo družino in videti, kako ta moja družina funkcionira in kje so tiste vrzeli, zaradi katerih stvari ne gredo tako, kako bi lahko šle ali pa kako bi morali videti. In sem sposoben torej te vrzeli ne le videti, ampak jih tudi zapolniti. To pomeni odmik od sebe. In pa samo preseganje pa pomeni, da sem se sposoben v moči lastne odločitve, v moči svobode, narediti za družino nekaj več, stopiti v tisto vrzel, torej tudi, če ni moja dolžnost, sem pripravljen nekaj za to narediti. Razmislite, kako pomembna je za vas družina, dejansko pomembna. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega. Kaj je najpomembnejše v življenju? Najpomembnejše je, da najpomembnejše ostane najpomembnejše. Se je malo igra besed, ne? Ampak veste, pod črto pa, kaj nas dela zadovoljne v življenju? Če znamo ohraniti skozi menjave časa, skozi menjavo izkušenj, neke prioritete, v katerih lahko hodimo, ki nas gradijo. Če bi bila družina na prvem mestu in če nam je na prvem mestu, potem je nam in vsem našim družinskim članom dokazljivo in dokazano prihranjenega ogromno grega. Veste, ker največ stisk in bolečin ljudje doživljamo zaradi zlomnih odnosov, s svojimi najbližjimi, z dragocenimi osebami našega življenja. Odnos zakonski je stvar, ali pa odnos ljubezenski, ljubezen sama, je stvar odločitve. To ni stvar odločitve. To je stvar odločitve. S tabo bom in mi dva gradila trajnost. Veste, kaj v cerkvi tam pripriti? Bolezni in zdravje, sreči in nesreči.
Če bi bil to samo stvarno zaljubljenost in pa tisto, ko smo zdravi, ko smo mladi in ko se imamo fajn. Ostati skupaj je pa odločiti. Bolezen in zdravje, sreča in sreča. Obe proti življenju. In zaključili bomo z enim spominom. Spomnite se na začetke vaših dragocenih odnosov. Spomnite se na tisto zaupanje, ko ste ga začutili v srcu, v trenutku, ko ste rekli, to je to. Kje ste v začetku bilo zaupanje. Na podlagi zaupanja smo naredili potem tisto pomembno korak pa svoje življenje. Rekli ste do 7, čez 3 sekunde bo na 7, tako da sem zahvalil za pozornost. Zahvaljujem se to zanimivo predstavitev. Vam, dragi obiskovalci, po zaključku uradnega dela vas povabim, da boste zastavili še kakšne vprašanje, bodo se zdaj, kasneje bomo uradno delo zaključili, ali pa kasneje odpustiti. Skupnimi močmi še naprej uresničujemo slogan vedno vseživljenjskega učenja, da je Slovenija učeča se dežela. Zdaj pa še dodala, da se tudi učimo vsakega znova.